Spoštovani so bratje in duhovniki, pa pater provincial, Marjan, pater Pepi, dragi gospod župnik Janez, gospod Jakov Tone, dragi sestre redovnice, predvsem pa dragi romarji Mariji v Leščevju. Na današnje nedeljsko popoldne, ko okajamo praznik Marijinega rojstva, po stari navadi sklepamo tradicionalno pobožnost Dobrovskih šmarnih maš. Na tem svetem kraju vaše vernosti, za katerega star pregovor pravi, da kdor gre trikrat na Dobrovo, velja kako da bi šel enkrat v Rim. Ta, kot so včasih trdili, ena najstarejših romarskih cerkva na Kranjskem, je v minulih stoletjih privabljala romarje z vsega nekdanjega avstrijskega cesarstva. Drugo leto naj bi obhajali že 1050-letnico prve omembe Božje poti tukaj, če držijo zapisi izpred 200 let. Sem so v času od predvečera velikega Šmarna, ko so najprej prišli romarji iz Preseli, ki so začeli s pobožnostjo, do malega Šmarna, ko so romarji iz Brezovice, nekaj jih vidim tudi danes tukaj med vami, kot zadnji sklenili šmarsko-romarsko pobožnost. Prihajali so romarji iz vseh župnij Kranjske, od Stare Loke do Kamnika in še čez tja v Savinjsko dolino. Kronist Jernej Zupanc, ki je bil takrat vikar, torej duhovni oskrbnik tega romarskega kraja, je sredi 18. stoletja postavil novo župnišče, ki je danes samostan, je opisal kar 93 čudežnih dogodkov, ki so se zgodili med leti 1668 do 1776. Sloves Božje poti je bil tako velik, da je Dobrovsko cerkev v času kongresa evropskih vladarjev leta 1821 v Ljubljani obiskal sam ruski car Aleksandr. Kronist je leta 1758 zapisal, da so imeli toliko romarjev, da je vsak dan bilo tudi po 20 maš, v vsem obdobju šmarnih maš pa podeljenih čez 10 000 okrajil. Koliko je bilo spovedi, pa pripovedujejo tiste niše v zidu tam zadaj, ki zdaj samemajo in dajo zavetje nečemu drugemu. Časi so se močno spremenili. A dejstvo, da smo deliči slavne zgodovine, ki tudi danes na Dobrovi dobiva najlepši izraz v vaši navzočnosti in pobožnosti, nam je v ponos, predvsem pa v spodbudo za naprej. V ponos je to svetišče posebej dobrovskim župljanom, ki ste v zadnjih letih in desetletjih z dosedanjim župnikom Lojzetom Golobom zgradili novo, sodobnim standardom primerno župnišče, temeljito obnovili to cerkev, da se kar sveti od zlata, in poskrbeli tudi za ubrano petje bronastih glasnikov, to še pope kaj vse. Glejte, vse to je dokaz vaše zavzetosti za lepoto, vaše Božje hiše, predvsem pa tudi domačega kraja, pa tudi spomenik izjemne velikodušnosti in požrtvovalnosti, ki jo romarji in Dobrovčani dajete temu mestu. Prav gotovo bi bil na vas vse ponosen vaš odlični rojak, kardinal dr. Alojzij Ambrožič, ki ima tam zraven spomenik, toronski nadškof, katerega 8. obletnice smrti smo se spomnili nedavno, 26. avgusta. Letos, ko se vaša župnija spominja 230. obletnice ustanovitve župnije, ustanovljena je bila namreč leta 1789, čeprav je duhovnik njegov že od leta 1723 tukaj, letos je z vami navdušni pastir, nov župnik, gospod Janez Paternik, ki ste ga lepo sprejeli v svojo sredo v začetku avgusta, in sedaj bo on skupaj z vami skrbel za rast Božjega kraljestva v tem lepem koščku v srcu naše domovine. Želimo, naj ga Marija v Leščevju podpira in navdihuje pri njegovem delu skupaj
skupaj z vsemi farani, ki ste tukaj zbrani. Naša opora in naš zgled pri delu za Božje kraljestvo, dragi bratje in sestre, in kdo? Je Marija, ki jo imamo tukaj v glavnem oltarju. V državi Sloveniji imamo med 2350 crkvami kar 317 Marijinih. Upravičeno se zato sprašujemo, zakaj je Marija tako priljubljena in češčena med slovenskim ljudstvom, zakaj je med prvimi crkvami največ njej posvečenih in zakaj so največji romarski shodi prav na Marijinih božjih poteh. Nobena žena, pa naj bo okrašena še tako s povečenimi nazivi, bogastvom, naj ima še toliko občudovalcev, ni za svoj rojstni dan deležna tolikšne pozornosti. Nikjer se ob slavniki ne zbirajo tolikšne množice, kakor prav ob Mariji. Kaj je torej takega na Mariji, na njeni osebi, da še vedno po tolikih stoletjih nagovarja ljudi in jih zbira okrog sebe, da jo častijo, se jih priporočajo in se jih zahvaljujejo? Papež Frančišek, ki se te dni mudi na Madagaskarju in prav ob tej uri je skupaj z našim misionarjem Petrom Opeko, papež Frančišek je dejal, da se ljudje zatekamo k Mariji, ker je ona, ki ima v rokah usodo sveta, dobra, nas ljubi in nam pomaga v težavah. Vaš rojak, kardinal Ambrožič, pa vam je ob svojih zlati maši dejal: v Mariji se je zgodilo to, kar se bo z nami vsemi, in zato se zbiramo okrog njih. Praznik Marijinega rojstva nam sporoča, da naš Bog vedno drži obljube. Slišali smo evangelij. Tako Marija kot Jožef sta poznala to resnico. Na dan Gabriel je Mariji povedal, da bo ona, devica, rodila Božjega sina. Ni vedela, kako se bo to zgodilo, vendar je verovala je. In ko je Jožef v stanjah izvedel, da je bil Marijin otrok spočet po Svetem Duhu, je tudi on zaupal Božji besedi in se v veri poročil z Marijo. Nihče od njiju ni bil razočaran. Ni jima bilo sicer prihranjeno trpljenje, preizkušnje, pomankanje, celo bežati sta morala, a razočarana v veri nista bila. Marija je bila, kot vsi ljudje, postavljena pred težke preizkušnje. Okusila je veliko trpljenja, a kljub temu je vztrajala v veri v Božje obljube. Kristijan je tako po Marijinem zgledu človek, ki z zaupanjem gleda v svojo prihodnost in brez strahu oblikuje svoje življenje in življenje sveta, v katerem živi. Marija nam je torej vzor v veri, v tisti veri, ki se ne boji nikogar in ničesar, ker ve, da je Bog gospodar življenja in sveta. In glede, tako vero so izpovedovali in krepili tudi vaši predniki, ki so prihajali sem. In tako vero hočemo utrditi in izpovedati tudi mi, ki smo danes zbrani tukaj pred njeno podobo. Na današnji romarski shod zato prosimo za daljnočne in trdne vere. Tiste vere, ki nas odpira večnosti. Zavedamo se, kako težko je v današnjem času in razmerah ostati verni. Svet je prepoln stvari, ki nas od vere oddaljujejo. V življenju mnogih, posebno mlajših generacij, ki niso imele več trdne prave verske izobrazbe, se srečamo s tem. Begajo sem in tja, iščejo, a ne najdejo pravega odgovora na svoje iskanje, na vprašanja o smislu našega zemeljskega bivanja, ker ne pridejo k pravemu izbiru. Zato se še bolj zavedamo, kako pomembno je vsem poznaniti Jezusa, vir prave sreče. Svet, v katerem živimo, torej ni naklonjen veri. Krščanstvo, ki je zibelka prave človečnosti in spoštovanja človekovega dostojanstva, je deležno vsaj ignorance, posmeha, če že ne preganjanja. Pomislite, kristjani smo najbolj preganjena krščanska skupnost v današnjem svetu. Živimo v dobi,
ko mnogi raje izpovedujejo vero v vsemogočnost znanosti. Moderna tehnologija ustvarja v ljudeh iluzijo, da smo absolutno varni in da se nam ne more zgoditi nič slabega. Znanost bo v prihodnosti rešila vse, nam ponavljajo lažni preroki. V sodobni Evropi in v Sloveniji se tradicionalna kultura, vera in domoljubje so deležni posmeha. Spomnimo le na 106-letnega pisatelja Borisa Pahorja, ki je bil deležen novinarskih napadov, ker je za svoj rojstni dan nedavno opozoril, če ne bomo nacionalno zavedni, nas ne bo več. Hotel je povedati, da mora narod imeti zavest o svojem jeziku, o svoji biti in svoji kulturi, sicer bo izumrl. Internacionalizem raznih levičarjev, ki so se skodili v propadli komunistični ideologiji, je prevara. Tudi pri nas imamo tako imenovano civilno družbo lažnih humanistov, ki zagovarja multikulturalizem in ima polna usta govoric o pravicah tujcev, zanemarjajo pa lastne državljane, ki živijo na robu, v pomanjkanju. Kaj koristi humanost do tujcev, če ni humanosti do sodržavljanov? Srečujemo se z organizacijami in posamezniki, ki poudarjajo skrb za okolje. To je tako imenovana ambientalistična, okoljska psihoza, ki nam danes vlada, ki poudarja to tako zelo, da vse meji že na fanatizem. Pomislite, na Islandiji, na primer, so nedavno imeli žalno komemoracijo, celo nekakšno žalno bogoslužje, ker se je stopil ledenik. Ne povedo pa, zakaj se na tem otoku v zadnjih 3 letih ni rodil noben otrok z Downovim sindromom, saj vsak sum te bolezni odpravijo spravo, torej v bojem nerojenega otroka. In ta miselnost prodira tudi k nam, dragi bratje in sestre. Pri nas tako imenovanje okoljevarstvenikov ne skrbijo otroci, ki se po Notranskem in Cerkljanskem ne smejo svobodno gibati po vaseh in v naravi, pač pa jih skrbijo življenja volkov, medvedov in šakalov. Še več, skrbijo celo za načrtno naseljevanje zveri v našem okolju, čeprav jih že stoletja ni bilo. Pri tem pa nam govorijo, naj se navadimo sobivati z njimi. Molimo za zdravo pamet, dragi bratje in sestre. To je namreč novodobni ekoterorizem in lažna skrb za človeka, pa če tudi v imenu varovanja narave in okolja. Mi, kristjani, z zdravo pametjo, tega ne smemo dopustiti, ker gre za pogubne ideje za naš življenjski prostor in za naš narod. Dragi bratje in sestre, Bogu po Mariji zato upravičeno danes izročamo našo domovinost in prihodnost njenih prebivalcev. Nekaj mladih, ki jim bomo izročili to prihodnost, je med nami. Kaj jim bomo izročili? Država Slovenija danes doživlja težke čase zaradi idejne in moralne krize. Nič nam ne bo na materialnem področju, veliko pa na duhovnem. To se kaže na primer v odpisovanju milijonov bogatašev, vse večji korupciji in klientelizmu, razpadu avtoritete policije, vojske in sodstva, ki naj bi bili temelji vsake resne države. To se kaže tudi v sovraštvu do vsega, kar je domoljubno in narodno. Kdor govori o domoljubju, je danes med mnogimi novinarji deležen posmeha. Zato se mnogi, posebej mladi, izseljujejo, ker v takem okolju ne vidijo perspektive. Ker država ne skrbi za mlade družine in poskrbi, da bi ostali med nami, da bi imeli delovna mesta, stanovanja in vse tisto, kar potrebujejo mlade družine, da normalno živijo. Poklicani smo k prizadevanju za ohranjanje krščanskega upanja v tej družbi, ki jo vse bolj obvladuje brezbrižni individualizem, brez idealov, a v odnosu do vere borbeni sekularizem, ki v imenu tako imenovane ideološke neutralnosti dela razlike pri
financiranju šol, kjer je šolanje temeljna pravica v ustavi zapisana za vsakega državljana. Usoda človeštva je položena v roke tistih, ki bodo znali prihodnjim rodovom posredovati nakit za življenje in zaupanje, nas uči papež. Usoda človeštva je položena nam v roke, zato nam ne sme biti vseeno, kdo kroji javno mnenje in kakšna sredstva pri tem uporablja. Kristjani ne smemo stati ob robu dogajanja, ampak moramo sooblikovati novo podobo naše domovine in sveta. Saj je Jezus zahteven. Mi, ne kdo drug, mi smo sol zemlje in luč sveta. Danes izročamo Bogu našo domovino, naše družine in samega sebe. Zavedamo se, da le zdravo krščansko življenje prinaša mirne in srečne ljudi, posameznike in družine in skupnost. Zdrava družba je družba srečnih ljudi. Zato družbo delajmo in zanjo živimo. Dragi, naše današnje romanje k Mariji v Veščevju na Dobrovi je potrditev, da hočemo živeti po evangeliju, živeti za vrednote, ki so nas naredile katoliške kristjane in Slovence. Naj nam ona, ki nikogar, ki se je tukaj izročil, ni zapustila, prosi za nas in nas vabuje.